Prvi krog pomladnega dela, prvi spodrsljaj, prva sprememba na prvem mestu. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. V jesenskem delu sta tempo diktirala Brinja Grosuplje in Nafta Lendavčane. Je ustavil Rudar, rumeno-modri pa so pripravili preobrat v izdihljajih tekme. Slovan je v Biljenski dolinci vzel velike 3 točke na gostovanju, nadaljuje pa se kalvarija Gorice. Primorski derbi je pripadel Jadranov. Jeseničani so v pomladni del vstopili s polnim izkupičkom, na nevsakdanji lokaciji Tabor pa je potrdil, da na svojem terenu nerad oddaja točke in ostaja tretja sila prvenstva. Zaradi prenove lendavskega igrišča se je pomladni del sezone vodilne ekipe začel v Odrancih, na nasprotni strani je stal velenjski Rudar. Do zaključka prvega polčasa si ne eni in ne drugi niso priigrali resne priložnosti za vodstvo. Vratarja nista imela dela, v 39. minuti pa je čuvaj mreže Rudarja Lukas Tomažič odnesel žogo izven kazenskega prostora. Sodnik mu je pokazal rumeni karton. Po prekinitvi smo videli prvi pravi udarec v okvir vrat, vendar Tomažič ni imel pretiranih težav z izbijanjem. Predvsej bolj se je moral potruditi nekdanji mladinec Maribora. Izvrstno je streljal Maroša, a se rezultat ni spremenil. Napadalna igra Nafte je bila dvorezen meč. Rudar je imel v začetku drugega polčasa izvrstno priložnost, a se je protinapad zaključil z nenatančno podajo Sačvela. Rudar je videl, da je Nafta ranljiva. V 64. minuti je bil najvišji v skoku z glavo Perkovič, ki je odigral prvo tekmo v dresu Velenjčanov, saj se je ekipi pridružil v zadnjem prestopnem roku. Poraz Nafte bi bil precejšnje presenečenje, a je vodilno moštvo lige uspelo izvleči točko. Predložek z desne strani je v gol pospravil prvi strelec lige Maroša. V prvi minuti podaljška tik pred sodnikovim žvižgom še ena nevarna akcija Rudarja, a je udarec končal preko gola. S prenovljenimi dresi, ki spominjajo na obdobje najboljših nogometnih let v Novi Gorici, so se vrtnice odpravile na igrišče Jadrana. Kapetanski trak pri gostih je nosil Matavž, ki v letošnji sezoni še ni dosegel zadetka. Za prednost Jadrana je poskrbel domači kapetan Matija Burin. Jesenski del je zaključil z golom proti Dravini, pomladnega pa začel z zadetkom proti Gorici. V 34. minuti sta kombinirala dva novinca, Salisu, ki je prišel iz Ilirije, in pa Nvalčuku, ki se je Gorici pridružil, potem ko je prvi del sezone branil barve Krškega. Mojstrsko je ustavil žogo in poravnal na 1:1. Jadran Gorice na domačih tleh nikoli ni premagal. Na 5. medsebojnem srečanju na obali pa je Dekančanom le uspelo. Zadetek za 3 točke je dosegel Abdul Samet. Spodrsljaj Nafte je bil voda na mlin za Brinja Grosuplje. Rumeno-modri so imeli priložnost, da s 3 točkami proti Iliriji dohitijo Lendavčane. Na domačem terenu gostitelji v tem prvenstvu še niso izgubili. Ilirija pa je spravila igralce Gorana Markoviča v precejšnje težave. Že 4. minuta je prinesla vodilni gol Ljubljančanov, ki so tokrat nastopali v belih dresih. Akcijo je s 5 metrov zaključil Denis Videnovič, ki letos nastopa prvič v članski zasedbi, potem ko je šel skozi mladinske šole Ilirije. V 11. minuti bi lahko domači izenačili. Po protinapadu je bil vratar ljubljanske ekipe že premagan, a je obramba izbijala na golovi črti. Pritisk Grosupeljčanov je bil vse močnejši. Prekinitev prosti strel z roba kazenskega prostora je prinesla še eno priložnost, ki jo velja umestiti med vrhunce. Udaril je Lazar Ikač, novinec, ki je v prvem delu sezone igral za Jesenice. Žoga pa je preletela živi zid in končala bi v golu, če se ne bi odbila od vratnice. Dobro minuto kasneje je bil rezultat poravnan. Po dolgi podaji vratarja Zrneca je žogo sprejel prav Ikač, ki jo je takoj oddal na desno, potem pa je prišla do Jovičeviča, ki z bližine ni zgrešil. V 4. minuti nadaljevanja so se navijači domače ekipe spet prijeli za glavo. Ilirija je izpeljala akcijo, žoga je z desne strani preko sredine prišla na levo do Tineta Čuka, ki ni okleval in z diagonalo še drugič matiral Brinje Grosuplje. Že v prvem polčasu so gostitelji potrošili veliko energije, da so se vrnili. Zdaj jih je čakala še težja naloga. Ilirija je bila zelo samozavestna.
Taktika domačih je bila poslati čim več žog v kazenski prostor. V 88. minuti je z glavo izenačil Jovičević in nato dosegel še hat-trik 2 minuti kasneje za popoln preobrat Grosupeljčanov. 3 točke so ostale doma in rumeno-modro zasedbo postavile ob bok Nafti na prvem mestu. Zaradi prenove glavnega domačega igrišča in zasneženega objekta v Kidričevem je Keti, Emi in Polbistrica Krko pričakala na drugi nadomestni lokaciji, na umetni travi v Slovenski Bistrici. Gostitelji so v prestopnem roku precej trgovali. Ekipo so oplemenitili s kar 14 novimi igralci, eden od njih je tudi Maro Vrdoljak. Hrvaški nogometaš je v drsečem startu prehitel vratarja Dravinje ter poskrbel, da so njegovi odšli na odmor z golom prednosti. Rdeči so bili v nadaljevanju bolj podjetni, vztrajen je bil Domen Brumec, ki je naposled spravil žogo v gol za podvojitev prednosti. Po letu 2023 Krki Bistričanov ni uspelo nikoli premagati. Obveljala je prednost domačega terena, ko je bilo do konca še dobrih 10 minut, je padel še tretji gol. Daniel Džajić se je izognil zanki prepovedanega položaja in preusmeril žogo z desne strani v mrežo. Potem, ko so Bistričani jesenski del sezone končali z enim porazom in remijem, v pomlad zrejo precej bolj ambiciozno. Derbi osrčja lestvice je potekal v Biljah med domačimi črno-belimi in Slovanom. Pred tekmo so na razpredelnici gostitelji imeli le 2 točki prednosti pred Ljubljančani. V 14. minuti je obrambo Primorcev na prvi vratnici po podaji s kota presenetil Aleks Ristić. Žoga je v loku končala za hrbtom Blaža Draščka, ki jo je le s pogledom pospremil v mrežo. V 19. minuti se je znova tresla mreža Biljencev, vendar pa je gol padel po prepovedanem položaju. Izid na semaforju je ostajal nespremenjen. Če so želeli preprečiti Slovanu prvo zmago v Biljah, so morali črno-beli odločneje kreniti v napad. Rene Kogoj je streljal z roba kazenskega prostora, vendar Kumar ni imel večjih težav. Srečanje bi lahko 10 minut pred koncem zapečatili rdeči. Rezervist Nikolas Pijan je dobil uporabno žogo v protinapadu, a je njegov lob zgrešil cilj. Nato je z obrambo kroga Drašček poskrbel, da so Biljenci imeli še nekaj upanja na preobrat v zadnjih trenutkih tekme, a pokazali so premalo, da bi si prislužili točko. Za ekipo trenerja Srebrniča je ničla proti Slovanu 4. zaporedni ligaški poraz. Derbi kroga, tekmo med Beltinci in Triglavom, 4. in 5. ekipo prvenstva ste si lahko ogledali v televizijskem prenosu. Znova se je izvrstno odzvala domača publika. Na beltinških tribunah se je zbralo 600 gledalcev. Hitro bi lahko do prednosti prišel Triglav. Vinogradac je bil ravno prav oviran, da z glavo ni uspel proti vratom preusmeriti podaje z desne strani. Po kotu so zapretili tudi domači drugi strelec lige, ki je imel med zimskim premorom kar nekaj ponudb, da se je odločil, da ostane zvest Beltincem, je udaril z obrata preko gola. Večkrat so igralci Triglava pletli akcije v kazenskem prostoru Beltincev, a so vselej za trenutek preveč oklevali in gostiteljem je uspelo žogo spraviti stran od vročega območja. Ekipi sta se morali zadovoljiti z vsaka po točko. Jesenice so Krško pričakale na umetni travi Velesovo, saj igrišče v Podmežakli ni bilo še pripravljeno. Edini gol je padel po slabih 20 minutah igre. Kot z leve strani žoga na rob kazenskega prostora do Borne Paniča. Hrvat, ki je v preteklosti nastopal za Rudar, je ciljal z levo. Marko Zalokar je ostal kot ukopan. Krško se ni več pobralo. Pomembne 3 točke v bitki za obstanek ostajajo na Jesenicah. Brez izkušenega Uroša Koruna in napadalca Federica Rouza se Tabor podaja v drugi del sezone. Zadnja zmaga Dravinje na Krasu sega v leto 2002. 3. gol za tokratne goste je takrat dosegel Robert Pevnik. Rdeči domačini so pogumneje začeli udarec s precejšnje razdalje v 18. minuti, za las ni šel v okvir gola. Korak za korakom so se gostitelji približevali vodstvu. Brian Destin, ki je v prvem delu prvenstva igral za mladince Tabora, je vpisal prve članske minute. Američan je zatresel prečko, v nadaljevanju akcije Tabor ni bil več nevaren. Z dolgo podajo pa je na to igrišče prerezal domači kapetan Mihael Briški. Na desni strani je žogo sprejel Kenan Nino Karole, preigraval je in streljal.
Udarec ni bil močan, vendar se je žoga izmuznila Lampretu in imeli smo zasluženo vodstvo Tabora. Odgovor zelenih je bila akcija Luke Privošnika, a je Rok Ljutič požrtvovalno nastavil glavo. V globokem sodnikovem podaljšku prvega polčasa je imel Tabor prosti strel. Žoga je bila najprej izbita iz kazenskega prostora, vendar se je v 16 metrov vrnila po predložku z leve strani. Neovirano je skočil branilec Rok Ljutič in zadel za 2-0. V 54 minuti velja omeniti še eno akcijo Tabora, volej z roba kazenskega prostora ni veliko zgrešil cilja. Sežančani so se s 3 točkami utrdili na 3. mestu. Prvi spomladanski krog ni bil po godu ekipam na gostovanju, le Slovan je daleč od doma prišel do 3 točk, točko z gostovanja prinašajo še Velenjčani. Jadran je z 2-1 premagal Gorico, 3 gole je iz svoje mreže proti Keti Emi in Polbistrici pobrala Krka. Grosupeljčani so se namučili proti Iliriji, premagali so jo s 3-2. Brez golov v Beltincih Jesenice so z enim zadetkom odpravile Krško, Tabor je bil z 2-0 boljši od Dravinje. Na lestvici si prvo mesto delita Brinje Grosuplje in Nafta, Tabor ima na 3. mestu precejšnji zaostanek 9 točk. Beltinci Klimat Ratnik so 4. pred Triglavom, Keti Emi in Polbistrica je 6. Slovan je premagal Bilje in preskočil tako Primorce kot tudi Rudar. Krka je 10. Po 16 točk sta zbrala tako Jadran kot tudi Krško Posavje, Dravinja ima 15 točk, približale so se Jesenice, ki jih imajo zdaj 13. Ilirija je padla na predzadnje mesto, na dnu pa najdemo Gorico, še edino ekipo brez prvenstvene zmage. V naslednjem krogu bomo imeli derbi dna med Ilirijo in Jesenicami. Obračun se bo odvil v petek. V soboto Slovan doma pričakuje Beltince Klimat Ratnik, v Slovenskih Konjicah se bosta pomerili Dravinja in Keti Emi in Polbistrica. V mestu Vrtnic imamo tekmo Gorice in Tabora. Zadnja sobotna tekma je dvoboj Rudarja in Bil. Brinje Grosuplje v nedeljo čaka težko delo pri Triglavu, Krško igra z Jadranom, Krka pa proti Nafti.